to je bil spektakel, mislim, absolutno. Ne. Do takrat ne vidim pri nas, pa od takrat mislim, da tudi ne. Ja, jaz sem bil takrat star 10 let, pa je bil to valjda eden izmed največjih koncertov takrat, ko sem bil in še danes se ga uživo spomnim, ker je bilo hudo. Največja stvar, ki sem jo kadarkoli doživela do takrat, po moje. Za mene je bil zgodovinski, neponovljiv. Tujina je bila to, videl si tujino, tako so delali zunaj in so takrat Siddharta naredili tle in je bilo vsi nepopolno. Pač meni ni bilo jasno, kaj se dogaja, no? Pač to je bilo noro. Za tisti čas in še za čase zdaj. Siddharto sem do takrat poznal, od takrat naprej sem začel pa spoštovati. Ker sem se vedno spomnil na ta koncert, ki je bil jeben. Okej, to mi tle sva. Ja. Zdaj se odpira ta... Zdaj, naši očevalci so še kle ostali. To še vaše? Ja, toliko so bili veliki takrat. Taki so bili? Ne vem, če naši, ampak... Ni najlepše, ampak se mi pa zdi, da so se nekaj se je kaj zbudilo zdaj v tebi. A veš, ti verjetno se ti je narisala una slika oziroma postavitev, a ne? Če se čisto iskren, sem prej tamle bil od zadaj in sem malo pokukal noter in me je kar malo v bistvu zdrmal. Ja? Ja. Tlele? Tle gor. Okej. Evo, izvoli. Smo, tako pa še nisem šla. Hvala. Ja, tudi jaz nisem šel takole. Po taki uri. Ne. Ja, evo, ne? V bistvu zdaj, ko se pogovarjava, sva par dni pred to veliko obletnico. Kako je prišlo, mi bi šli na bežigrajski stadion, da zarokamo to Slovenijo, da jo zbudimo mogoče, da dokažemo, da se nekaj da? Ideja se mi zdi, da sploh ni bila čisto naša od benda, no? Ampak te ljudje, ki so okoli nas, ki so malo skrbeli za nas ali pa management, pa tako so rekli, v bistvu, ko so že rezervirali stadion, zdaj gremo pa na stadion. In takrat v bistvu smo prvič nekako probali dokazati Siddharti in produkciji oziroma managementu, da smo zmožni narediti nekaj in da lahko ples v bistvu povežemo z rock bandom. Točno 1 mesec in 13 dni pred samim projektom z vsakodnevnim približno 12-urnim treningom vsak dan, kjer smo postavili 26 točk. Ampak takrat je bilo to namen, da združimo različne stile in da probamo pač narediti to predstavo, ki je še danes, mislim, da noben ni presegel. Medtem, ko smo mi snemali ploščo še, smo slišali, da stadion je pravzaprav razprodan, mi pa tako nimamo še narejen nič, ne. Ko si mlad, se ne veš, kaj se ti dogaja, pravzaprav je, niti nimaš časa za tremo, kar mi je hecno, ker danes bi jo imel. Mi smo bili mulci stari 22 let, 23, ko smo delali stadion in to je bilo nekaj, kar še danes, mislim, danes se mogoče malo zavedamo, ampak takrat mi nismo vedeli, kaj delamo. Mislim, neverjetno, ne, kako s srcem in s celim svojim jazom je šel Miha v to. Dan pred koncertom me je duši vodja varnostnikov Siddharte odpeljal v spremstvu domov, ker so me starši pričakali zaradi tega, da sem šel spat, ker me nisem hotel iti. Oni so povedali, da moram iti, ker sem hotel tam spati. Mislim, jaz nisem imel časa iti k frizerju. Mene je Sašo Mali prišel na stadion strišt. Jaz nisem imel časa jest, pit, živeti, nič. Oni trenutki, ko gre bend na oder, a je takrat kaj v glavi ali je prazno? Niti se ne spomnim teh zadnjih stopničk in je po mojem res bilo čist prazno. In cel špil je pravzaprav roko na srce je čist prazen. Nek drug, po mojem gre nižji od možganov, kle noter, takrat tam začutiš bolj kot pa racijo možgan ne more delati tako hitro, se mi zdi, ni šans. In smo vsi plesalci šli gor na hrib gledati, kako se je ta
reka ljudi začela nabijati in mi nismo mogli, še danes mislim, da ljudje niso vedeli, kaj se jim je takrat dogajalo na odru. Pomislim na dedja mojega in babi, ki sta bila takrat na koncertu in sta bila tam nekaj gor. Tam gor? Vem, ja. Okay. Je bil, ker to je bil po mojem edini koncert, na katerem sta bila. Jaz sem kar dolg časa pri njima živel in se hranil na njihov račun. Ne. Nujno prepričanje, kaj pomeni biti uspešen, je, da si bil pri Mariju. To drugo je bilo pa, da si bil na stadionu in izgleda, da sta šla preveriti sem. Torej, Simfonični orkester RTV Slovenija. Kako je pa to sodelovanje izgledalo? Ker baje ste vi, ne, kot mladi glasbeni, takrat iz čisto drugega žanra, dajali kar konkretno navodila oziroma želje simfonikom, kaj si želite, oziroma dirigentov. Ja. Ja, ta dirigent je bil res tak meni je izgledal zelo cool, tak sproščen. David de Villiers je bil Južnoafričan. Super je delovalo. Tako je bil dovzeten za našo muziko, ga je zanimala, ne, in je tudi sprejel pač seveda ta izziv. Ne. Želiš si, da dobiš neko spoštovanje od teh ljudi, a ne, siguren sem, da ne, je bilo 80, 90, da ni vsem všeč ta muzika, ne, ampak glede na to, da so oni v službi, tam so mogli eni igrati. Ne. Večinoma sem pa videl, da jim je bilo pa tudi dobro, ne, in da jim je prav ono, ker odpel bi malo, trubento malo, ne, da jih je napalil to, ne, ker niso imeli te izkušnje prej, seveda ne. Kaj pa slovenski glasbeniki? Kako so oni gledali na vaš projekt oziroma na vaš izziv? Noben je bil favš nič, je prav ono tisto. A je vseeno tako, kdo še majčken dvom izrazil, ali pa fantje, a ste vi to dobro razmislili, a veste, v kaj greste? Nič. Ne, v bistvu, tudi če so si mislili pri sebi, no, ne bomo videli, ne. Čutil pa sem tako pri sebi, da so vsi imeli v sebi, da je upam, da rata, ne. Antislovensko, nikoli nisem dobil občutka, da bi rekel, upam, da ne bo rata ali pa bo nam. Ne, upam, da rata. Jaz sem si pred leti, nekje sem bil v tujini in sem si kupil belo Armani obleko, ki je potem nikdar nisem oblekel. Kom pa delal jaz belo Armani obleko, bodala, veš, pesem. In za ta koncert sem si oblekel. No in potem konec komada in pol, jaz to belo Armani obleko, ne, po koncertu grem tja med frende, med publiko, ne, in en navdušenec, ne, me tako objame z rdečim refoškom, ali ko je imel cop in me tako fajn vse polije po tistem, ne, sem rekel, no evo, zdaj pa ima z belega Armanija. On je pa šel med folk, evo, on je pa stage dive naredil, ne, vrgel klobuk, v beli obleki se ga spomnim in se je vrgel dol. No, jaz fantom mislim, da sem rekel, da bom jaz skočil dol, ne. In potem je nekdo to slišal, mislim, da varnostniki, in so rekli, da bodo oni počakali približno, kam bom skočil, ne, veš, ne. Jaz seveda sem rekel, da tja pa že ne bom skočil, kje bodo oni, ne. In sem skočil nekam drugam. No, in ko sem skočil nekam drugam, dol z odra, sem pač ta diving naredil, ne. Sem padel na prve vrste, kjer so bile fenice, one 12, 13, 14 let stare, a veš, smo vsi padli po tleh, seveda, ne, in sem se jim upravičil najprej. Tebe noben ne zadrži, ne, ampak zgineš noter. Oni so me čakali, jaz sem mimo skočil. Ti si se udaril noter in sem tako fakt lepa ni bilo najboljše. In se me vidi, ja. In se vidi, kako kar noter zgineš. Ja. Jaz sploh nisem videl tega čisto dobro, ne. Jaz sem pa videl kasneje, zato ker nisem vedel tega. Po tem 13. septembru, ko smo imeli stadion imeli, da je bilo ene par dni zatem tekma Olimpija-Liverpool, nekaj takega. In nam so to povedali par dni pred tem, da moramo mi to zelenico pokriti, ker drugače bo trava se uničila, ne, seveda bo ratal blat. A ta zelenica ni bila kaj dosti boljša kot tole zdaj, ne, res ne. In mi smo mogli pa naročiti tovornjake, mislim, da iz Nemčije, da so pripeljali te neke plošče in pokrili to zelenico, ne. In to nas je kar veliko stalo, kar ni bilo prej v budžetu. No, in ko je bilo konc, in ko so se to odkrili,
zaradi tega, da vem, termike spodaj, kako bi rekel, ne tople grede, ta trava postala kot čudež. Vrhunska trava, ker je bilo toplo in od spodaj je prišel ta kondens neki, ne. Oni so sam pokosili in so imeli, kot da bi ne v Ljubljani igral, pa v Liverpoolu, ne. Ali mi smo mogli pa plačati vsem za to, ne. Nisem bil pol na tekmi, ampak ker ni mi bilo, ne, ni mi težko, v tej euforiji pa to je tudi v unih možganih, zapis nekako ne dela. Veš, kaj mi je Miha rekel? Da je bilo 5 otrok narejenih tle ali še več. A kaj veš o tem? Ja, vem, za enega vem, no. Za enega? Mislim, Žare Pak, producent, se mi je pohvalil, da je njegova hči Bela produkt. Stadion našega štila, ja. A bi zdaj si šel čez, vsi ste šli čez to, a bi naredil kaj drugače? Ja, Ja? mogoče bi bil bolj prisoten, da bi si bolj zapomnil te zadeve, ne, da bi vklopil še tiste možgane. Pa malo me moti, da si nisem prvošel, da bi šel jaz kar malo med folk, ker se mi zdi, da bi veliko bolj bi izkoristil 2 uri pa pol, kot sem jih takrat mogoče. Ampak koncert si pa pogledal, ne? In, mislim, občutki, ko si gledal ta koncert, je bilo tako. Ok, v redu je. A veš, kako je zelo redko pol, ko je že narejen, poslušam svojo muziko, ne, razen ko rabim kakšne svoje komade slišati za sebe. In takrat vem, da kjer bom, ne, ampak tega sem gledal in nisem zob stiskal. To je meni res dober pokazatelj, da ko gledaš sebe, ko ne stiskaš zob, je okej. Kaj vam je pa dal ta koncert? Tako. Občutek sem dobil, kot da smo tukaj vsi zaradi iste stvari, da se imamo dobro, da ne potrditev, ampak da lahko toliko ene energije zaokrožim, da pride sem 30.000 ljudi in v bistvu ob istem času na istem mestu in poslušajo isto stvar, ki si jo ti naredil doma. Ja, takrat niso snemali, ampak so dejansko gledali, ne, mislim, poslušali in doživeli in tle so ohranili, ne pa na kartici, ne. Ja, to je pa razlika. Ja, točno, še Firezajgi so bili, normalno. Ne, mislim, tiste je bilo doživetje, par excellence. Jaz sem ta koncert vzel čisto za mojega. Jaz po tem koncertu nisem vedel, kako naj živim. Mene je samo žal, da zaradi finančnih stvari in vsega ne moremo to še enkrat ponoviti ob letošnji 20-letnici. Zato, ker si tak band kot Siddharta to zasluži, ker so svetovni glasbeniki dali prednost nečemu, kar meni pomeni, in da so dali prednost plesu. In od takrat naprej imam tudi jaz to možnost, da delam isto za moje ljudi. Zmeri se ti zdi, kot da je del duše od vseh ljudi še malo ostal tukaj in da se še kar nekako, če bi bili čisto tiho, bi jih slišali, ne vem. Tako se jaz predstavljam pri teh lepih trenutkih.